Nadaljujemo z razmerami v prometu. Pri Zidanem mostu je minuli teden ponovno iztiril tovorni vlak. Za Slovenske železnice to ni že tretja nesreča v zadnjih 3 mesecih, pač pa tudi največji strošek po predlanski zamenjavi parnih lokomotiv z dizelskimi in lansko promocijo z Wernerjem. Zdaj, zlobni jeziki bi seveda pripomnili, da je za nesreče kriva stara infrastruktura. A podjetje se ne strinja. Na slovenskih železnicah takšne kritike zavračajo, nesreče niso povezane, tveganje obstaja vedno, na tem mestu je pač tudi veliko prometa, pravijo. Pač kaj je? Kaj je? 3-krat nesreča na isti progi. Si pač naključje, kaj? To ne pomeni, da so krivi slabi tiri. Tako kot če soseda že 3-tič pade po stopnicah, ne pomeni, da so krive slabe štenge. Zaradi zadnje nesreče zdaj vlaki v Zidanem mostu vozijo samo po enem tiru, soseda pa gleda samo na eno oko. Z obema očesoma pa si je nesrečo ogledal posebni preiskovalec železniških nesreč, ki ga je tja poslalo Ministrstvo za infrastrukturo. Dajmo zdaj poslušati eksperta, ki bo strokovno razložil, kaj se je v bistvu zgodilo. Od postaje Breg do postaje Zidani most je pa ta vagon tekel ob tiru z eno osjo. Ob tirnicah, ne, iztirjen. Ampak lepo je tekel, lepo ga je, se pravi, lepo je bil voden, ker je bil vpet v vlakne in se je pripeljal do sem, ne. Zdaj, če slučajno niste razumeli, uradna strokovna razlaga Ministrstva za infrastrukturo je: vlak je iztiril. Ni bil v tirnicah, ampak ob tirih. Iztirjen, okej? Ni bil. Tirnice, vlak. Vlak nima tirnici. Ločen je. Ločen. Zraven. Vlak. Ministrstvo za infrastrukturo ima očitno v svojih vrstah kar 2 superjunaka. Poleg ministrice Bratuškove, ki je super Alenka, imajo zdaj še izvedenca za železniške nesreče, ki je kapitan očitno. Slovenske železnice so sicer prav na tem nevarnem odseku preventivno že izvajale določene napredne varnostne ukrepe. Tukaj, kjer je ta vagon iztiril, se pravi, je bila hitrost zmanjšana iz 50 na 30 na uro, ne, že pred časom. Ja, medtem ko Japonska testira nove vlake, ki lahko dosežejo 600 km na uro, v Sloveniji testiramo načine, kako stare vlake brzdati pod 50. Čeprav je cona 30 precej smiselna, če govorimo o cesti v družinskem naselju, se postavlja vprašanje, zakaj so jo uvedli na železnici sredi ničesar? Gospod strokovnjak? Zaradi tega, ker je, se pravi, infrastruktura pač v takšnem stanju, kakršnem je, ne, od leta 1986. Se pravi, problem je v infrastrukturi. Ampak ni pa rečeno, da je sploh karkoli narobe z infrastrukturo, ne. To zdaj karkoli govorimo preuranjeno. Infrastruktura je kakršna je, zato smo hitrost zmanjšali na 30, ampak ni rečeno, da je karkoli narobe z infrastrukturo. Zadevo bomo seveda še spremljali, saj so trenutno vsakršni sklepi še vedno prehitri. Za razliko od vlakov. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.